3, 4. Živjo, tle smo, da odpakiramo eno ful v redu škatlo, v kateri se nahaja JBL-ov Flip 4 zvočnik. Gre v bistvu za nek Bluetooth zvočnik, ki ga lahko priklopiš na telefon, na tablico, na računalnik, pa neseš s sabo na kakšen piknik, v pisarno, doma po hiši, v delavnico, pač kamorkoli ti paše, ker zadeva pač ne rabi kabla, ne. Gremo v akcijo. Moj super duper velik nož mi bo pomagal, da jaz tole odprem. Tule. Cool. Ok, magnetek je. To je najbolj fajn. Navodila, nič posebnega, tako kot je. Potem je pa tlele še ena škatlica, takole, skrita. Ok. USB kabel, na eni strani imaš USB-C, to gre v zvočnik, na drugi strani imaš pa eno ful v redu stvar in sicer gre tlele noter. Tale USB vtič je narejen tako, da je v bistvu vseeno, kako ga obrneš noter v vtičnico. No, pa imaš pa tle noter krem de la krem, tole zadevco, zvočnik v eni taki ful luštni barvi. Torej, tole je JBL Flip 4, kar pomeni, da je bil pred njim Flip 3, ki je bil mogoče majčkeno manj zmogljiv, malo tih je bil, pa mogoče imel verjetno malo slabš base. To bomo sprobali pol. Tlele imaš špakco, ki jo lahko daš okoli zapestja, da je ne zgubiš, ali pa ne vem, prevežeš na kakšen nahrbtnik ali pa pač kamorkoli, to pač varnost ni nikoli odveč. Ja, drugače pa tule na vrhu gumb Bluetooth, to pomeni, da v bistvu s tem pa zadevo sprožiš, da se začne povezovati s telefonom. Na glas na tih, pač samoumevno, s telem stisneš lahko pauzo ali pa začneš predvajati glasbo. Potem je pa tule gor še par zadev in sicer itak gumb za prižgat, potem pa en poseben gumbek, ki se mu reče Connect Plus in ti omogoča, da si povežeš med sabo do, mislim, da več kot 100 takšnih zvočnikov in potem se nariš en tak dober sound system, Ok, še ena stvar, ki je dosti pomembna tukaj not, je pa tale zavihek, pod katerim se skrivata dve vtičnici. In sicer ena je USB-C, kamor gre pač tale kabelček, ki smo ga že prej imeli, se pravi zadevo tlele preklopiš takole in to gre potem v katerokoli USB vtičnico, od mobitela, na prenosniku, na računalniku, pač kjerkoli imaš kakršnokoli USB vtičnico, ki ti daje ven nekaj elektrike, lahko pač potem ta zvočnik polniš. 12 ur predvajanja dobiš iz enega polnjenja baterije, tako da boš mogel zelo ful žurati, da boš tole stvar smucal do konca. Če ti pa rata, pa pač ja, priklopiš, Dajmo zadevo prižgati. Bo? Ne bo? Ok. Takole in potem gremo najditi JBL Flip 4. Zdaj se spoznavata. Evo, to je to. 1, 2, 3, zadeva se je povezala, čist simpel. Če rabiš povezati kakšen drug telefon, sam stisneš tule Bluetooth tipko in povežeš drug telefon. Dajmo zdaj probati, kakšen je zvok na tej zadevi. In pauza. Ok, tako kot njegov predhodnik je pa tudi Flip 4 na voljo v tako zelo veliki paleti barv in tale moder ni edini, ki je na voljo, Poleg teh barv, ki imamo na voljo še, se pravi, to smo videli, sivo barvo in pa belo barvo, se pravi, siv, bel, črn, moder, turkizen, rdeč. Ful barv. Zagotovo se najde tudi za tebe ena. Zdaj pa zadnja stvar, ki jo nisem omenil pri tem zvočniku do zdaj, je pa njegova odpornost na vodo in prah. In sicer na škatli piše, da ima certifikat IPX7. Ne bomo šli preveč v detajle, gre se predvsem za to, da če ti ta stvar pade v bazen, če ti gor polije pivo, če ti, ne vem, pes to odnese pa ga poslini, če te, ne vem, recimo dež dobi sred ničesar, se nimaš kaj bati. Ta zadeva je vodoodporna in bo preživela tudi padec v vodo, kakšen meter pod vodo, ni panike. In se mi zdi, za pool party je super zadeva, za piknike res pač nimaš kaj faliti, ker
Vodoodpornost je ena unih stvari, ki jih pač, a veš, na to nikoli kaj dosti ne gledaš, ko pa enkrat imaš, je pa zadeva vredna zlata. Ok, zdaj imam pa eno ful dobra stvar sam za tebe in sicer enega od teh dveh zvočnikov bomo podarili. Vse, kar moraš ti narediti je, da se naročiš na naš kanal, greš v komentarje in napišeš, katero barvo bi imel. Na voljo imaš modro pa črno. In če boš pohtel in če boš izžreban, bo eden od teh dveh zvočnikov lahko tvoj.